Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da ste si v tem sončnem dnevu vzeli čas, da si ogledate, kaj na založbi Mladinska knjiga pripravljamo novega. Sem Hema Vasle, profesorica matematike in urednica za matematična gradiva. In res sem vesela, da se po tem, ko smo na založbi naredili gradiva za osnovno šolo, da smo končno stopili tudi na pot matematike za gimnazije in srednje strokovne šole. Z avtorsko, recenzentsko in evalvatorsko skupino smo veliko premišljevali o tem, kakšno gradivo bi dijakom koristilo pri učenju matematike, kaj jim lahko ponudimo, da bodo imeli na enem mestu zbrano vse, kar potrebujejo. Vidim, da je danes z nami tudi nekaj evalvatorjev in upam, da smo z gradivom, kakršno je nastalo, uspeli združiti vse, kar smo želeli in kar ste vi predlagali, in da bo tako gradivo res uporabno za vas in za vaše dijake. No, zdaj, če delim, samo malo, da delim. Žal imamo danes malo tehničnih težav. Jaz imam težave z računalnikom, Marini pa ne dela zvočnik, tako da nas ne sliši, vidi nas, mi bomo njo slišali. Takole, a v redu delim? Vidite tole novo gradivo za matematiko? Dobro. No, nastala je zbirka vaj z razlagami. Zbirka vaj, ki bo namenjena gimnazijam in srednjim strokovnim šolam. Danes je z nami avtorica gradiva dr. Marina Rugl, dolgoletna profesorica matematike, drugi avtor Rok Lipnik, ki je pa tudi profesor z veliko kilometrine, pa se nam žal ni uspel pridružiti. Zdaj, če pogledamo, prva stvar, ko odpremo gradivo, je kazalo. In vsebine smo razdelili na poglavja in podpoglavja in z njimi pokrili vse vsebine, ki jih zahteva učni načrt. Ker smo želeli pripraviti gradivo, ki bo uporabno tako za gimnazije kot za srednje strokovne šole, smo ustrezno označili vse, kar presega učni načrt za srednje strokovne šole in boste gradivo lahko uporabljali vsi. Rada bi poudarila, da gradivo še ni čisto dokončno, ker še ni na poti v tiskarno, smo pa že zelo blizu konca, ampak mogoče kakšna podrobnost še manjka, recimo v kazalu te stvari še niso označene, vsebine, ki presegajo učni načrt za srednje strokovne šole. Kot sem že povedala, z nami so avtorica gradiva dr. Marina Rugl in vam bo zdaj pokazala, kako bo gradivo izgledalo in vam povedala, kako vam bo olajšalo delo, dijakom pa učenje. Marina, kar izvoli. V redu. Najprej lep pozdrav z moje strani. In sicer, kot je že Hema povedala, imamo malce tehničnih težav in vas jaz ne slišim, vi pa upam, da mene slišite. In sicer bo tako malo drugače kot v razredu, kjer dobi učitelj sproti povratno informacijo, tukaj pa potem na koncu pričakujem, da bo urednica pripravljena odgovarjati na vaša vprašanja, pa seveda meni, če boste napisali v chat, tudi lahko še kaj odgovorim. Torej, komu je zbirka namenjena, je že povedala urednica, in dijakom v gimnazijah in v srednjih šolah, in sicer tisti, ki si pri matematiki želijo dodatnih vaj in priti postopoma korak za korakom do nekega kakovostnega znanja. Bom predstavila tako tipično stran in pa potem, kaj se vse v teh vajah najde. Kot je že rečeno, sva avtorja dva srednješolska učitelja, torej jaz sem iz malo starejše generacije, sem že 30 let v gimnaziji, učim matematiko, Rok Lipnik, ki ga pa verjetno tudi poznate kot učitelja, ki se precej ukvarja s formativnim spremljanjem znanja, tudi prek Zavoda za šolstvo, pa je moj soavtor in pa recenzentka, ena od recenzentk, dve sta, ena je iz prakse in sicer Mojca Trampuš, in pa še ena recenzentka, ki je pa poskrbela za strokovni pregled in je profesorica na univerzi. Tipična stran izgleda približno takole, seveda nekoliko večje, ampak da sem spravila na ekran, sem morala malce zmanjšati in se bom zdaj
To samo, da dobite približen vpogled in približen občutek, kako bo ta zbirka vaj izgledala. Bom pa zdaj predstavila podrobneje posamezne odseke, in sicer najprej torej računanje z izrazi, naslov poglavja. Vsako poglavje je v svoji barvi in najprej je tole teoretični uvod. Delim teoretični uvod, kjer je malo teorije, in sicer predvsem formule oziroma zakonitosti, ki veljajo in jih morajo potem dijaki pri vajah uporabiti. Recimo pravila za računanje s potencami, z naravnim eksponentom, kako množimo potence z enako osnovo, kako potenciramo potence, potenca produkta, kako je z negativnimi števili. Skratka, en tak kratek uvod, ki ga dijaki potrebujejo, ko rešujejo naloge. Potem pa sledijo vaje. Vaj je veliko, tukaj sem pač sredi vzela primer 4., 5., 6. nalogo. In sicer vaje smo zastavili tako, da v eni nalogi so vaje enakega tipa. Namreč vemo, da dijaki morajo včasih narediti veliko enakih vaj, nabirati kilometrino in zvaditi. Sama lahko povem, da letos v prvih letnikih imamo izredno šibko generacijo, pozna se tudi COVID, ne, in če v šoli narediš 1, 2 primera, kot smo včasih za en tip razstavljanja naredili, pač 1, 2, 3 morda primere, tega ne usvojijo in morajo potem doma to zvaditi. In zdaj, če so vaje pomešane, potem nekako se ne znajdejo, in zato smo mi zastavili tako, da so v eni nalogi, najprej seveda, v eni nalogi enega tipa naloge. Recimo tukaj le pri 4. nalogi gre za izpostavljanje celih oklepajev, ne. Kako izpostavljamo? Tukaj le je potem izpostavljanje potence z najnižjim eksponentom in tako naprej. Skratka, en tip nalog in desno se vedno pojavi zgled, kako se taka naloga rešuje. Tako da dijak poskusi rešiti, če mu ne gre, preskoči na zgled, pogleda zgled, ki pa seveda ni vedno najbolj enostaven. Recimo tukaj le imamo za izpostaviti oklepaj A minus B, s tem, da se tukaj pojavi oklepaju B minus A in mora najprej minus izpostaviti, ne. Skratka, tukaj le na desni dobi razlago, kako rešuje te naloge. Rešitve so takoj za nalogo. Če se spomnite tisti, ki smo nekoliko starejši, pri Štalčevih vajah v 4. letniku, vsaj, ko smo se pogovarjali učitelji matematike med seboj, nam je bilo vedno všeč to, ker so bile rešitve takoj zraven naloge. Tako da ne brskajo zadaj, ne iščejo rezultatov, ampak enostavno takoj, ko reši, lahko preveri in se prepriča, da je do naloge, do rešitve pravilno prišel. Ponekod si pomagamo tudi z barvami, recimo tukaj imamo potence števila 2 in najprej kako razčlenimo to potenco, ne, tukaj je še v oblačku dodatna razlaga, zakaj je 2026, 2023 plus 3. In tukaj se potem ves čas pojavljajo, torej smo zeleno označili tisto, kar se lahko izpostavi, ker nastopa v vsakem členu. In seveda potem tukaj na levi strani podobne naloge in rešitve. In tale naloga 6., ki jo ne vidite v celoti, pa je že nekoliko težja, kjer imamo v eksponentu še parameter, ne, in morajo znati, in seveda na desni strani spet zgled, ki razloži, kako se pa rešujejo take naloge. Vaj je veliko, tako da res lahko korak za korakom pridejo do znanja, recimo pri razstavljanju po Vietovem pravilu, spet na desni strani na dolgo razloženo, kako se po Vietu razstavlja, torej da iščemo produkt minus 27, ki ga lahko dobimo na 4 različne načine, in zdaj kateri je pravi.
pogledamo, da je vsota pa enaka tej šestici in skratka ustrezata -3 in 9. Skratka, dolga razlaga. Na levi strani pa v 4. nalogi čisto enostavni samo Vietovo pravilo z različnimi predznaki. Predtem so še najprej taki primeri, ko imamo 2 plusa vmes, potem 2 minusa, skratka, tukaj le pa že malce mešano. In v 5. nalogi spet Vietovo pravilo, s tem pa, da mora predtem še izpostaviti skupni faktor. In na to tudi opozori tole dekletce desno od naloge. Na koncu, torej najprej so naloge tako, da pri eni nalogi so en tip nalog. Torej vsaka naloga svoj tip, da nabira kilometrino, da usvoji določen postopek. Potem pa je na koncu pa rubrika še malo povadi, kjer pa imamo mešane naloge, potem sestavljene naloge in spet za vsako nalogo sledi rešitev. Potem pa je rubrika Preizkusi svoje znanje, kjer pa imamo neko nalogo, ki jo rešujejo v več korakih, in sicer je podobno, kot imamo potem točkovnik pri maturi, kjer lahko preveri vsak korak posebej tisti, ki rešuje, torej tukaj le kako je skobiral tale dvočlenik, in če ga je skobiral pravilno, kobiran dvočlenik, si naredi kljukico. Seveda cilj je, da na koncu tukaj le vse rubrike narejene, v vseh rubrikah narejene kljukice, torej da je uspešno rešil vse skupaj. Potem kvadrira dvočlenik, najprej kubira dvočlenik, potem kvadrira dvočlenik, množi 3m kvadrat krat m plus 1, potem spet kako množi dvočlenik z dvočlenikom, kako kvadrira tričlenika, potem seveda tista tipična napaka, da tale minus pred oklepajem dvočlenika, kvadrat dvočlenika, da ga upošteva, da odpravi pravilno oklepaje in na koncu, da sešteje podobne člene in dobi pravilen rezultat. Tukaj se lahko sam kontrolira, kje je naredil napako, kaj mu še ne gre, in se potem vrne nazaj. Če se je zmotil pri kobiranju dvočlenika, ima celo nalogo, kjer lahko vadi samo kobiranje dvočlenika, torej se vrne lahko nazaj, če ni uspešno rešil naloge na koncu poglavja. Kot sem že rekla, rešitve sledijo takoj po nalogi, tako da lahko takoj kontrolira, so nekoliko manjše, so malo manj pregledne namenoma. Zakaj? Zato, da ne vidi takoj rezultata, da ne pride do tistega goljufanja samega sebe, da pogleda rezultat in reče, saj bi znal to rešiti, ampak če reši primer, mora zdaj tukaj le noter poiskati, če je tole, ja, imam natanko takole predstavljeno. No, tukaj je spet zgled, kjer razstavljajo 4 členike, tako da vzamejo po 2 in 2 skupaj. Če se vrnem nazaj na tipično stran, torej najprej razlaga, potem različni tipi nalog, na desni strani so zgledi, ponekod z barvami obarvano, da si lažje predstavljajo, kaj delajo. Tukaj pa desno od naslova, na začetku strani so pa 3 QR kode. In sicer vemo, da današnja mladina zelo rada uporablja te razne tehnologije in zato smo dodali 3 QR kode, kjer pa lahko najdejo še 3 stvari. In sicer tale rumena pomeni dodatno razlago in pa kakšno zanimivost. Dodatna razlaga pomeni predvsem to, kar učitelji ponavadi učencem povemo še tako med vrsticami. Tisto, kar je mogoče dobro videti pri reševanju nalog. Bom potem pokazala en tak primer. Potem rešitve z namigi in pa razširjene rešitve. Pomeni, če še kljub zgledu
ne znam rešiti določene naloge, grem lahko korak po koraku, tako kot v Fotomatu, kjer imajo korak za korakom, tudi tukaj pripravljamo celotne rešitve, kako prideš do pravilnega rezultata. In pa v modri QR kodi bodo pa še nastale, to pa zdaj še nastaja, še dodatne naloge, če se vam bo zdelo, da v kakšnem poglavju ni dovolj nalog, grejo potem lahko pod QR kodo še po dodatne naloge. Včasih se tudi izkaže, da kakšnega tipa nalog je premalo in če bomo dobili sugestije z vaše strani, se lahko, seveda to ni v tiskani obliki, to je v elektronski obliki, se take dodatne naloge vedno lahko dodajo. Torej, to so te 3 okonce, QR kode. Kako izgleda dodatna razlaga, torej pod prvo QR kodo recimo, tam imamo samo pravilo pri teoriji, kako potenciramo potenco, tukaj je pa zdaj na enem konkretnem primeru z barvami pokazano, kaj pomeni 2 na kvadrat na 3, da to pomeni 2 na kvadrat krat 2 na kvadrat krat 2 na kvadrat in potem spet kako razčlenimo te kvadrate in skratka, da na koncu pride 2 na 6, kar pomeni potenciranje potence, se eksponenti zmnožijo, osnova pa prepiše. Ali pa potenca produkta, ne. Skratka, na enostavnih primerih razloženo to, kar je teorije. In pa razna taka opozorila, kot sem prej rekla, kaj s temle minusom, ne, če je minus, pa ni v oklepaju, za razliko od tega primera, ko je minus v oklepaju in potenciramo in seveda zdaj kaj, če je eksponent sodo število, če je eksponent liho število. Skratka, take stvari, na kar opozarjamo učitelji ves čas, pa še kljub temu dijaki marsikdaj pozabijo in naredijo napako, se bo tukaj v dodatni razlagi pojavilo. Ne bo ne vem kako strokovno, bomo skrbeli sicer, da bo pravilno, ne, ampak mogoče malce bolj po domače, njim lažje razumljivo. In pa kako bodo izgledale razširjene rešitve, no tale primer imam iz poglavja računanje z naravnimi števili, a ne, je naloga res rešena korak za korakom, tukaj je še kakšen namig, kaj naj najprej izračuna in pa kako naj se glasi odgovor, a ne, tukaj imamo spet z barvami odgovore oziroma postopek reševanja z namigom in potem seveda na koncu z pravilnim odgovorom. Tako, to je na kratko vse, kar smo želeli predstaviti, torej kako naj bi ta zbirka izgledala in upam, da bo uporabna in da jo bodo dijaki uporabljali za dodatne vaje, za tisto, ko rečejo, saj poznamo, ne, ko rečejo učitelju, kje pa lahko dobim še dodatne vaje. Saj vemo, zbirk je ogromno, kvalitetnih zbirk in jih že uporabljamo, no, zdaj pa mislim, da bo še ena, ki pa mogoče prinaša še kakšno drugačno stvar, še kakšen drug poudarek, pa mogoče malce več možnosti, da dijak sam usvoji znanje oziroma da si pomaga z zgledi, z rešitvami, z namigi in pride do želenega znanja. Hvala lepa. Marina, hvala lepa. Jaz vas vabim, če imate kakšno vprašanje, napišite v chat ali pa dvignite roko, pa vas bomo spustili do besedo, če imate kakšno vprašanje, komentar, predlog, stvar še ni v tiskarni, tako da je še čas za kakšno stvar popravimo oziroma dodamo. Se oglasite, no, da vemo, da se skupaj pogovorimo in najdemo najboljše rešitve. Bi pa rada opozorila to, kar je Marina povedala, tudi da dodatna vprašanja, to, kar je dodatna razlaga, to, kar vam je kazala, še ni bilo oblikovano. Seveda bodo stvari enotno oblikovane, ne bojo take zelene fluorescentne barve, kot smo v rokopisu pripravljali, bojo stvari izgledale urejeno in lepo. Sprašujete, kdaj je izid. Izid je planiran zelo kmalu, računamo, da bomo oddali v naslednjem tednu v tiskarno, pomeni, da bo izid enkrat najbrž proti koncu junija oziroma bolj se bojim, da začetek julija, gotovo pa preden se avgusta vrnete v šole. Še kakšno vprašanje? Komentar?
Sprašujete, če je za koga je primerno. Gradivo je primerno za gimnazije in za srednje strokovne šole, označeno noter, katera vsebine presegajo nivo srednjih strokovnih šol. Noter so tudi lažje naloge oziroma osnovne naloge in potem so pri vseh poglavjih tudi težje naloge, ki so narejene ki so pripravljene za tiste boljše dijake oziroma za tiste, ki potrebujejo dodatne vaje. Seveda učitelji, ki se odločite za poučevanje po naših gradivih, dobite svoj izvod in prav tako dobite svoj izvod po izidu seveda tisti, ki povabite naše strokovne svetovalce na obisk, da pridejo k vam, da vam gradivo podrobneje predstavijo, vam ga pokažejo in pustijo izvod tudi za vas. Marina pravi, da nas žal ne sliši in da seveda, če imate kakšno vprašanje zanjo, ga bomo predali in bo povedala, in ga bomo sporočili. Vi pa, če imate še kakšno vprašanje potem kasneje, ko se vam bo porodilo kakšno vprašanje, karkoli, ali pa želja potem, da pridemo k vam na obisk in vam predstavimo gradivo še potem, ko bo v fizični obliki, lahko pišete na ucbeniki@mladinska-knjiga.si. Lahko kar napišem v chat, da ga boste imeli napisanega, da si ga lahko skopirate. Na njem vam bodo naši svetovalci odgovorili na vsa vprašanja oziroma preusmerili vprašanja, ki bodo namenjena za matematiko, da vam jih odgovorimo. Kdaj lahko pričakujete zbirko za poklicne šole? V lanskem letu smo zaključili vertikalo za osnovne šole, zdaj smo se podali na vertikalo za gimnazije in srednje strokovne šole, poklicne šole pa bojo sledile temu. Potem postopoma moramo žal, če bi delali preveč stvari hkrati, bi kvaliteta šepala, tega pa res ne želimo. Tako da tudi, če nismo nič raziskovali, kako in kakšno gradivo bi za srednje strokovne šole delali, ker bi se res zdaj v celoti radi temu posvetili. Ne, srednje poklicne šole, se opravičujem. Če ni več vprašanj trenutno, potem predlagam, da gremo vsi ven še na sonce, dokler je, nek se bo malo hladilo. Želim vam lep dan, pa se slišimo, pa načrtujemo tudi avgusta, da se vam še enkrat oglasimo, da vas povabimo še enkrat na srečanje, mogoče tudi v živo, da vam gradivo tudi pokažemo v živo, tudi potem, ko bo tak pripravljeno, da ga celotnega prelistamo. Zdaj pa imejte lepo popoldne in srečno.